Je strastna raziskovalka pravljic, simbolov in globokih življenjskih modrosti. Zanimanje za to izvira že od otroštva, a šele v zrelih letih je začela odkrivati globlji pomen teh vsebin. K temu pa jo je spodbudila osebna izkušnja izgorelosti. Tako skozi zgodbo o Trnuljčici preko simbolov ponuja orodja za osebno rast, notranji mir in celostno preobrazbo. Naša gostja ima tudi dragocene izkušnje iz poslovnih okolij, s področja vodenja, komunikacije in timskega dela. S svojo predanostjo si želi, da vsak v sebi najde svoj notranji glas, mir in srečo. Z nami je Klavdija Verlak. Gospa Verlak, Odklenjene pravljice. Gre za serijo klasičnih pravljic kot nek smerokaz na poti do osebne pa tudi duhovne rasti. Zakaj prav pravljice? Zato, ker so pravljice ene take zelo posebne zgodbe, ki v sebi skrivajo modrosti dolge tisočletja. Zagotovo se ne bi neka zgodba ohranjala toliko časa, najprej z ustnim izročilom med ljudmi, potem so jo to zapisali v 18. oziroma 19. stoletju, kot del tega, da so začeli zapisovati jezike, načeloma izrazoslovje pobirati v ljudskem jeziku. In jaz mislim, da se take zgodbe ne bi nikoli ohranile, če ne bi imele več pomenov. Eden je seveda ta, da ga beremo otrokom in da so zanimive zanje, drugo je pa to, da so to pravzaprav tudi zgodbe za odrasle. In če bi jih odrasli jemali simbolno, imamo tukaj eno zakladnico znanj, ki je po mojem nikoli ne izčrpamo. Ker vsakeč, ko gremo čez zgodbo se nam v bistvu odkrije v enem novem nivoju znotraj nas. In pravljica ponuja tudi neskončno število sporočil, ne? Tako je. Jaz se vedno znova čudim, da je to recimo zgodba, ki jo, če bi jo skupaj strnili, je v bistvu na eni strani A4,5 ponavadi, pa recimo imaš lahko celo življenje delo z njo. S pravljicami in simboli razkrivate pravzaprav, kako najti pot do samega sebe. Prva taka je zgodba o Trnuljčici, ki govori o zataknjenosti v nekih okvirih, iz katerih ne znamo. Kako nam to lahko pomaga? Trnuljčica je zgodba o princeski, ki je uročena in zaspi in spi 100 let. Jaz jo v bistvu razlagam kot o nas samih, torej ko se zataknemo ali v nekem vzorcu ali v nekem svojem načinu obnašanja in se ne premaknemo iz mrtve točke in v tem vztrajamo. In zdaj, če vzamemo to kot svojo osebno zgodbo, ki se dogaja, ali pa neki proces, ki se dogaja znotraj nas, potem smo Trnuljčica tako, da ko mi spimo v svojem stolpu, gledamo ven, smo zagotovo obdani s trnjem. Kako se to vidi v realnem svetu? Se pravi, če sem jaz zataknjena v nekem vzorcu ali pa neke stvari ne morem narediti. Jaz v knjigi opisujem recimo primer diplome. Vsi, ki ste dolgo časa študirali, kot sem recimo to jaz, skoraj vsi, ali pa vse jaz sem bila taka, sem bila vedno zelo občutljiva na to temo. Kakor hitro me je nekdo nagovoril na to temo, sem odreagirala napadalno, in sem se počutila napadeno. In se pravi, če sem bila jaz v stolpu prepričanja, zaradi tega, ker nimam diplome, sem manj vredna, in če je to moje prepričanje, potem vsak napadal, ki mi je karkoli rekel glede tega, potem sem se jaz začela braniti s svojim trnjem. Moje trnje je običajno, torej so bile besede ali pa tudi obnašanje, ki je bilo zavračevalno. Tako da to meni recimo pove Trnuljčica. Ne rabimo biti nujno zataknjeni v prostoru. Stolp ni nujno fizičen. Stolp je v bistvu lahko tudi mentalni. Lahko je čustven, lahko smo v eno čustvo zaobjeti dolgo časa in ne razumemo zakaj, ne moremo čez. In je tudi to eno področje, na katerem spimo. Ta spanec v bistvu je vztrajanje v statusu quo, dobesedno. In zdaj, če pogledamo, koliko življenjskih situacij imamo takšnih, kjer spimo, ali pa kjer se ne premaknemo, kjer vztrajamo v nekih svojih prepričanjih, kjer smo zataknjeni, dobesedno, je tega kar veliko. Ampak te pravljice ponujajo tudi rešitve. Gre pravzaprav za nek priročnik, kjer ponujate tudi rešitve, kako se odtaknemo
iz teh vzorcev. Tako. Preko teh simbolov, ki so v pravljici. Ne, se pravi, jaz sem v bistvu tako nekako povzela 22 simbolov po pravljici. To je na nek način prav cel hero's journey, se pravi pot heroja. Ne, ker imamo 22 postaj, preko katerih dejansko mi prepoznavamo sami sebe in svoje preizkušnje na tej poti do odrešitve na nek način. In na koncu, vsi vemo, da se pravljice na koncu končajo in živela sta srečna do konca svojih dni. In dejansko, ko ste enkrat čez svojo zataknjenost, boste živeli srečni do konca svojih dni. Samo vaš princ ni zunaj vas, ampak je v vas in vaš princ je v bistvu vaša aktivna energija, s katero boste šli potem v svet in dejansko zaživeli spremembo. Vaša princeska je pa pač morala priti do svojega princa. Ne? Se pravi, da se ta... vsakemu od nas se skrivata dva pola. In je ženski, ki je bolj kreativen in je čustvuje in je razmišlja, recimo, ne? In potem imamo en del nas, ki je aktiven in je bolj moški, ki gre v svet pa sproži akcijo in živi drugače, se obnaša drugače, reagira drugače. In kdaj boste vedeli, da ste poročeni srečno in da živite do konca svojih dni, je takrat, ko boste na isto situacijo odreagirali drugače. To je zgodba. Tukaj je rešitev. Ne, rešitev ni, zdaj smo pa mi srečno poročeni in se to pozna v poroki fizični, ampak je to, da na isto situacijo, na katero ste bili prej občutljivi, zdaj odreagirate popolnoma drugače. Ampak simbolov je res veliko, 22 ste omenili, so lahko bolj konkretni, da bodo ljudje imeli malo lažjo predstavo. Kaj recimo pomeni žaba ali pa kralj? Ja, vedno, ko začnem govoriti o pravljici Trnuljčica in vprašam ljudi, če vejo, da je v pravljici nastopa žaba, so vsi presenečeni, ne? In potem začnemo listati, kje je ta žaba. Ne? Žaba je čisto na začetku. Torej, žaba pride kraljici, ki se sprehaja po vrtu, žalostna, ker ni mogla zanositi, ji pride na pot, izkoči na pot in ji reče, ob letu boš povila dete. Ne? In žaba je simbol, žaba je dvoživka. In žaba vedno živi torej v vodi, čustvenem svetu in na zemlji, realnem našem svetu. In simbolno jo lahko vzamemo kot neke vrste prinašalca sporočil iz čustvenega ali pa iz duhovnega ali pa iz podzavestnega sveta v naš realni svet. Zato jaz v bistvu tudi žabo vključim v to pot, zato ker če se zavedamo, kaj je v bistvu klic naše duše, da rečem tako, ne, potem je pot takoj lažje. Včasih ne vemo, včasih ne razumemo, zakaj se nam določene stvari dogajajo in sporočilo žabe dejansko odkrivamo šele na koncu poti, mogoče celo. Ne? Potem skozi pravljico pravzaprav korak za korakom spoznavamo sebe in spreminjamo neke vzorce, svoja prepričanja, tudi morda tisto, kar si ne želimo več, česar si ne želimo več. Tako je. Dostikrat je tako, da ko greš na pot pa začneš raziskovati sebe skozi te simbole, imaš najprej v glavi določeno stvar ali pa določen proces ali pa imaš fiksno idejo, kako bi se stvar morala rešiti. Ne? In potem bolj, ko se spoznavaš, bolj, ko greš čez te simbole, bolj, ko razmišljaš, se začneš vračati nazaj na simbole, ki si jih prej bral ali o njih razmišljal in jih raziskoval, zato ker se ti pogledi odpirajo drugače. In jaz sem prepričana, da ko prideš na konec zgodbe, imaš na isto situacijo popolnoma drugačen pogled. Pravljice razlagajo tudi arhetipe glavnih junaki. Pravite, da je pomembno, da sprejmemo tako svetle kot tudi temne plati. Zakaj? Ker nismo vsi samo dobri, ker imamo tudi stvari, ki nam mogoče niso všeč. Pri teh senčnih plateh vsakega posameznika je zanimivo, da imamo v bistvu stvari, ki nam niso všeč pri sebi, pa ki drugim niso všeč pri nas. Veliko stvari je recimo takšnih, ki jih priznamo, pa so nam okej, da so naše senčne plati, na katere smo morda celo ponosni, ker rečemo, jaz sem trmasta, ali pa sem vztrajna, lahko je to v bistvu dva konca iste palice, ne. So pa recimo določene naše senčne plati, ki pa nam niso všeč in si jih ne želimo priznati. In to je tako, ne, senca nas bo lovila toliko časa, dokler si ne priznamo, da je tu. Ne moremo pobegniti. Ne? In zato se mi zdi, da je ključna stvar ta, da si dovolimo biti nepopolni in da si priznamo, da imamo mogoče senco. In da s tem ni nič narobe. Vsi jo imamo. Ampak pravljico si vsak razlaga drugače, vsak jo bo bral drugače, mar ne?
Ravno to je čar. Ravno to je čar. Govorili so že, ta prva pravljica govori o zataknjenosti, torej, da se ne premaknemo z črne točke, z neke stalnice, vrtimo se v enem in istem krogu. Kako naprej? Ta krog lahko presekamo. Presekamo ga tako, da nekje začnemo. In jaz sem napisala v bistvu knjigo tako, da jo lahko začnete čisto intuitivno, potem da zberete eno od števil, ki označujejo številko zaporedno simbola, pa je to čisto intuitivno in tam začnemo raziskovati. Drugo je to, da recimo prebereš ali pa se spomniš pravljice, pa veš, kateri del je recimo tisti, ki se ga spomniš, pa tam začneš, ker je delo na sebi mora biti intuitivno. Če je preveč plansko, se mi zdi, da včasih potem ne pridemo do tistega, kar res iščemo ali pa dlje časa traja. Zato jaz mislim, da je treba se kar prepustiti v zgodbi in pogledati. Lahko greš pa od začetka do konca, seveda. Se te nagovori v vsakem primeru. Kot so že omenili, gre za priročnik, kamor opisuješ svoje občutke, razmišljanja in tako naprej. Tako. Pri sebi ste ugotovili, da najpogosteje manjka volja in vztrajnost. Zakaj? Tako je. Jaz pri sebi ugotavljam dve stvari. Če delam za druge, sem zelo vztrajna in absolutno ne manjka ne volje, ni ničesar. Če pa je nekaj, kar je povezano tipično z mano, je pa to veliko večji napor, da sem vztrajna in da se držim svojih zastavljenih ciljev. Vse to potem na koncu, ko začnete raziskovati sebe, ugotovite pač odkot to izhaja. In to je zelo povezano z občutkom lastne vrednosti, s tem, koliko se ti moraš dokazovati drugim, da te drugi potrdijo, da si ti dovolj dober in tako naprej. In to je vse del te osebnostne poti. V bistvu, in zato pravim, da je super, če si priznamo, kje imamo manjke, kje so naše sence. Ker to, da se nekdo ne počuti dovolj vrednega, ni v redu. Seveda ni tudi ne v redu, če se počutiš preveč vrednega ali pa preveč upravičenega do vsega, ampak nekje je neka vmesna, neko ravnotežje je pa super. In pri meni to zagotovo izhaja iz tega. To se spreminja. So določena področja, recimo, na katerih je to zdaj bistveno boljše, so pa nekatera področja, na katerih še vedno malo sem zataknjena v stolpu. Zato pravim, da se delo s pravljico praktično nikoli ne konča. Ta knjiga, ta prva pravljica, ki govori o zataknjenosti, pravite, da nas zataknjenost lahko tudi drago stane, notranjega miru in da je prisoten tudi občutek sramu. Zakaj? Če se vrnem na primer recimo diplome, se pravi, če sem jaz zataknjena v tem, da pač tega ne naredim do konca in da vedno iščem izgovore, zakaj pa ne bi naredila, ne izgovor ali pa neko motivacijo, zakaj pa bi to naredila, pri čemer vem, da sem jaz to sposobna narediti, pa vseeno ne naredim, vsaj jaz sem tako naravnana, me je potem sram, sama pred sabo. In kakor hitro je mene sram samo pred sabo, bom odreagirala, se pravi, se bom ščitila, in ščitila se bom ponavadi jaz, ker sem kolerik po naravi, tako da napadem nazaj, če me kdo opomni, da bi bilo vseeno fajn nekaj narediti. In vsak ima tukaj svoj način. Sram se mi zdi pa, da je ena od tistih čustev, ki ga razvijemo, ki nam najmanj koristi. Je super, da je nekako moralno vodilo, če je sram v nekih normalnih merah, če pa vas je sram zaradi tega, ker vas je sram pred sabo in pred drugimi, potem je pa to je super mesto, v katerem začnete raziskovati sebe, odkot ta sram izhaja, zakaj je tukaj, če se nas pravzaprav želi učiti. Pravite iz lastnih izkušenj, da je občutek obstanka na mestu, da so vzroki različni, predvsem pa, da so razlogi zelo dobro prikriti. Ja, običajno kar nekaj časa razmišljaš, zakaj si v neki situaciji, v kateri si. Dostikrat stojite tudi recimo v situacijah, v katerih imate ogromno odličnih izgovorov, zakaj nečesa ne morete narediti. Običajno je to nekaj, česar nimate, pa drugi imajo, ali pa smo, ne vem, ali pa pač ni še čas za to. Skratka, to so take stavke, ki si jih sami sebi ponavljamo, v resnici pa nas ščitijo predvsem pred tem, da bi naredili korak. In včasih preprosto je pa treba tudi narediti to, da se nehaš spraševati, zakaj ne narediš, ampak samo id v akcijo. In kako nam tu lahko pomaga trnulčica? Tako da se raziščemo, da pogledamo v bistvu, kje smo,
da smo iskreni do sebe, da ko odgovarjamo na vprašanja, ki so postavljena v knjigi kot primeri, kot osnovo ali pa predloga za razmislek o sebi, da smo takrat do sebe iskreni, da si ne lažemo sami sebi. Tudi če si na neki točki pridemo do drugega simbola, ker nas potem vrne spet nazaj, ker nam ne dovoli, da si lažemo kar skozi. Tako da jaz mislim, da je pot do samega sebe, s tem, da si nehaš lagati samemu sebi in da si priznaš, da si takšen, kakršen si, da si tukaj super, tukaj malo manj super, ampak generalno v povprečju si pa zelo v redu in potem greš naprej. In seveda, ko boš šel v akcijo, vedno ne bo ta akcija popolna, ko boš nekaj naredil prvič, ne bo super, in to je recimo ljudem, ki imajo težave z lastno vrednostjo, tudi problem, zato ker se jim zdi, da morajo biti vedno popolni, ker drugače pa niso dovolj dobri. In je tudi to del učne poti, da delaš majhne korake, da delaš napake, da si okej z napako in da narediš drugi korak in greš naprej. Gre torej za neko simbolno popotovanje. Imate že kakšne izkušnje, kdo že prebral vašo knjigo? Ja, nekaj ljudi pa je že šlo čez. Moram reči, da so vedno zanimivi so mi odzivi ljudi, ki to berejo. Moji prijatelji imajo zanimiv smisel za humor, vsaj večina od njih, in so običajno takole odzivi, ko bi temu rekli, slikoviti, ker pač pravijo, okej, pri nekaterih stvarih si zdaj več ne morem zatiskati oči, ampak zakaj si mi dala to za prebrati, zdaj pa ne morem več tako razmišljati, kot sem prej. Tako, pestro, zanimivo. Skozi branje teh pravljic bomo lahko spoznali verjetno tudi, kaj je naš urok, kaj je tisto, zaradi česar se ne premaknemo z mesta in kdo je na drugi strani oseba, na katero se lahko naslonimo morda. Ja, se pravi, prepoznali bomo, kje smo oziroma kako smo uročeni. Trnučica je bila uročena s tem, da bo spala 100 let, torej tudi mi smo dobili to darilo, bom rekla. Jaz potem to 13. zlobno vilo dejansko razložim kot, v štartu se mogoče zdi kot hudobna vila, v resnici je pa dala mladenki najboljše darilo, ker je sebe v bistvu je podarila. In na koncu poti običajno ugotovimo, zakaj je bilo nekaj potrebno. Ta knjiga ponuja tudi rešitve po tem takem? Ja, ampak rešitev je v nas. Rešitev ne bo prišla od nekoga od zunaj. Tudi ne bo prišla od knjige, prišla bo od tega, kako bomo sami pripravljeni sprejeti tisto, kar nam knjiga ponuja in delati v bistvu na tem. Omenili ste že vašo osebno izkušnjo, vašo zataknjenost, govorili ste o tem, da niste pravočasno diplomirali. Kako ste našli pot ven? Res je to, ko pride, ko je dovolj, se pravi, ko imaš res poln kufer tega, da imaš pač manjke zaradi tega, ker nečesa nimaš, potem se premakneš. Jaz še nikoli nisem slišala za človeka, ki je naredil neko veliko spremembo v življenju, ker mu je bilo lepo. Mora se nekaj zgoditi, da ti ni lepo, da te dovolj žuli, da te dovolj razkuri, da te dovolj razjezi, da greš naprej. In moja motivacija je bila ponudba za službo, ki je nisem mogla vzeti, zato ker sem imela izkušnje in vse bi bilo super, nisem imela pa papirja. In potem sem šla na faks in sem rekla, tak, zdaj pa čas. Zakaj so pravljice in simboli za vas tako zelo pomembni? Zakaj ste se odločili pisati prav o tem? Ker me vedno znova potegnejo v en taki magičen svet. To je svet neskončnega potenciala. Tukaj nikoli ne moreš priti do konca. Bi lahko rekli, da je vaša pot primer potovanja junakinje? Zakaj? Mislim, lahko. Smešno je tako nase gledati, ampak ja, načeloma, vsi gremo čez Hero's Journey, vsi gremo po poti junaka. Vsakič, ko greste čez nekaj, kar vam je težko, ste šli na pot junaka dobesedno, ki je bil postavljen pred izkušnjo, je moral iti po poti, doživeti določene izkušnje, da je dobil moč, da je tisti največjo oviro na svoji poti potem res premagal in prišel na drugo stran spremenjen. To je ta pot junaka, je tudi, da si na koncu na drugi strani prerojen. In še ena stvar, recimo pri tej poti junaka je ta, mi se vsi odločimo, da si želimo nekaj spremeniti in gremo na pot odločeni ali pa z mislijo na nek konec ali pa na to, kakšni bomo na drugi strani. Na koncu vedno ugotoviš,
da na drugo stran prideš drugačen, ampak sploh ne takšen, kot si v štartu predstavljal, da boš, ampak je boljše. Svoje znanje in izkušnje združujete tudi z drugimi področji, kot so meditacija, šamanski treningi, pa tudi razkrivanjem ženske energije skozi zgodbo Marije Magdalene. Zakaj? Kako to prenašate v prakso? Torej, ko sem se jaz lotila raziskovanja sebe, so bile sicer pravljice res nekje skozi zraven, niso bile pa prav v prvi fronti. Ne? Zato, ker pravljice so stvar otroštva, ne? In potem, ko si ti že odrasel in greš na pot po odraslega sveta, pravljic ne gledaš na takšen način. In ravno v bistvu Marija Magdalena in njena zgodba me je pripeljala nazaj k pravljicam. O Mariji Magdaleni zelo veliko piše ena pisateljica, Kathleen McGowan, ki ima 3 knjige, v katerih razlaga zgodbo Marije Magdalene. Te knjige bi jaz priporočala vsem, ki imajo radi mistiko, umetnost, skratka, ki imajo radi te teme. No in Kathleen je bila v Ljubljani na predstavitvi svoje knjige in ona je v bistvu začela govoriti o pravljicah in je rekla, a pa mislite, da sta brata Grimm kar tako pogruntala vse te zgodbe, pa se ona dva sta hodila po podeželju in živela pri babici in tam slišala te zgodbe, ki izhajajo, ker je to tam v okolju malo nad Švarcvaldom gor, če se ne motim, sta bila ona dva. Je tudi eno taki zaselek, kjer je bilo veliko te izročila Marije Magdalene. In navidezno popolnoma nič posebnega stavek, ne, je meni naredil klik in takrat se je zgodba začela. To je tista, se mi zdi, da to je stvar simbolov. Ena beseda je dovolj in tebi odpre celo novo polje. Ne? Zato so meni tako drage te zgodbe. In seveda pravljice so zame tudi šamanske zgodbe. Šamanizem vedno pomeni transformacijo, ne? In to notranjo transformacijo. Tako da to je neizogibno povezano. Jaz sem dolga leta hodila na šamanske treninge. Sama sicer ne izvajam šamanskih kot treningov, ampak se jih pa z veseljem udeležim. Določene rituale imam zelo rada. Tako da to je vse nekako res zelo povezano. Ne? Kako pa se te vaše izkušnje prenašate v poslovni svet? Govorili sva o vodenju, komunikaciji, timskem delu. Bistveno lažje je razumeti ljudi in razumeti, kaj jih žene, zakaj določene stvari počnejo. Ne jemlješ več stvari tako zelo osebno, kot mogoče prej, ker če lahko pogledaš recimo, ne vem, čisto arhetipsko na človeka, potem se lahko ti malo odmakneš in dobiš eno distanco, pa ne jemlješ stvari več tako osebno, ne spodbudijo tvojih čustev, nisi tako hitro užaljen recimo, ali pa jezen, ali pa ne greš tako hitro v mogoče neka negativna čustva. Ne? Tako da to res zelo pomaga. Tudi način komunikacije recimo lahko zelo hitro potem prilagajaš. Bolj, ko se poznaš, bolj si nekako usredinjen, manj je prostih radikalov, na katerega bi se lahko nekdo gor pripel, pa te v bistvu spravo iz ravnotežja. No? V enem od svojih zapisov opisujete svoj notranji konflikt pri učenju od mlajših kolegov. Zakaj gre? Jaz sem zdaj že v zrelih letih, ne? In delam pa zelo mladimi ljudmi. In se mi zdi, da je neka dvojnost tukaj. Ne? Hkrati jih gledamo včasih, ko je na te tam mladi, ne? A po drugi strani so mladi neskončno zanimivi, zelo drugače razmišljajo, hitri so. Ne? Ene stvari so jim zelo, zelo, zelo domače. Hkrati imamo pa mi, ki smo malo starejši, veliko izkušenj. Ne? In zdaj, če se znamo drugemu nekako prilagoditi, ne? Da se oni mogoče malenkost upočasnijo, ker glih tako hitro pa nam več ne delajo možgani, pa nismo toliko vešči mogoče digitalnih orodij in vsega, kar ne pomeni, da se ne trudimo in da nismo kljub vsemu dovolj dobri. Ne? Nekako se mi zdi, da se moramo najti na sredini. No? In meni je bistveno lažje, ker ne jemljem osebno stvari, ne? In najverjetneje se lahko potem tudi boljše njim prilagodim, ko rabijo pa izkušnje. Kakšno vlogo pa tu igra ego, ko govoriva o sodelovanju med generacijami? Jaz mislim, da je veliko. In ravno to je tisto, ne? Če ti nisi nekako, če ne poznaš samega sebe, potem ima prevlado nad tabo tvoj ego, kar nikoli ni fajn. Fajn je, seveda ga moramo imeti, moraš se znati postaviti zase, tako, ampak če pa te vodi izključno ego, potem imaš pa veliko konfliktov v življenju in ne vem, če se splača. No? Koliko pa še štejejo stare izkušnje
v veliko. novem svetu? Štejejo. Kaj se vam zdi, kateri so najpogostejši predsodki, ki jih imajo mlajši od starejših in obratno? Mi imamo zagotovo o njih, da, kako smo že rekli, ta mlade generacije, ne, da so lene, da nočejo delati, da iščejo svoje pravice in da jih samo to zanima. Ne. Jaz nimam čisto 100% takih izkušenj z njimi. Moram reči, da so, kar delajo, precej odgovorni, da so mogoče manj čustveno navezani na delovno mesto, kot smo bili mi, kar se mi tudi ne zdi nič narobe, znajo poskrbeti zase in tukaj bi se mi morali tudi malo od njih kaj učiti, ni nujno, da se morajo oni samo od nas. Kar je bilo njim recimo všeč je to, da jih slišimo, ko imajo kaj zapovedati in da upoštevamo njihove napotke, ker iskreno, kar se tiče mnogih stvari, vejo več kot mi. Mogoče imajo pa oni v nas tudi včasih občutek, da se radi delamo mogoče malo pametne, ne? Ali pa da bi radi, da je vse po naše, da smo trdi v prilagajanju mogoče malo. Ne? Pa delovno okolje danes spodbuja sodelovanje med generacijami ali ločuje, kaj bi rekli? Jaz mislim, da je to zelo odvisno od podjetja do podjetja in od posameznika do posameznika. Ti imaš lahko v istem timu ljudi, ki se ne razumejo, če so različne generacije, lahko imaš pa v istem timu ljudi, ki se zelo razumejo. To je zelo odvisno po moje, dost od ljudi. Nekje ste zapisali, da ste bežali v svoj stolp dela, se zapirali vase, zaspali za 100 let, dokler se niste zbudili. Lahko v kopici dela, v tempu dela pozabimo nase? Seveda. Ta stolp, v katerega se ti zapreš, stolpov je res lahko ogromno. Delo je super stolp, v katerega se lahko zapreš, zato ker ti osmisli tvoj dan in če imaš težave recimo z lastno vrednostjo ali pa se z občutkom, da moraš biti priznan, ne? Da te ljudje vidijo, slišijo, je včasih se lažje skriti za fasado ali pa za masko, ne vem, naziva, na katerem si v službi in potem tja investirati vaš tvoj čas, ker je lažje na nek način. Tam v poslovnem svetu so pravila jasna. Če boš naredil to, če boš tukaj uspešen, boš dobil to. Ne? V zasebnem življenju ta pravila mogoče niso tako zelo jasna, ne? In je težje včasih pogledati sebe v oči in si reči, tukaj si želim to, potem je treba to sporočilo tudi povedati ljudem, ki živijo okrog tebe, pa mogoče se bojiš konfliktov, pa potem ne poveš, pa se potem še malo skriješ, pa še malo, moram še nekaj narediti, pa tako pride 10-15 ur v službi, zato da nimaš časa, da imaš dobro opravičilo, zakaj nimaš časa. Nekaterim ljudem je stolp šport. Ne, Slovenci smo znani potem, da smo ekstremni športniki, vsi športamo, ne? Športajo. In tudi to je lahko stolp, v katerega se zapreš, zato da se ti ni treba ukvarjati z stvarmi doma, zato da se ni treba, ne vem, srečati s svojim partnerjem, se pogovoriti mogoče o nekaterih težkih temah z njim. Ne? Je lažje se skriti v stolp, potem se pa braniti, kot pa kaj, pa se veš, da moram najti malo sprostitve, moram iti malo ven, ne vem, veš, da imam to za narediti, to je treba za službo in potem prihajamo tukaj do konfliktov. In vse to so opozorilni znaki pravzaprav, ne? Absolutno, ja. Kje pa je po vašem ravnovesje med delom in osebnim življenjem? Jaz mislim, da ravnotežje in pa ravnovesje najde vsak pri sebi, koliko časa želiš nameniti eni aktivnosti in koliko drugi. Če je veliko obžalovanja recimo za situacijami ali pa za stvarmi, ki jih nismo doživeli v življenju, ali pa da nimamo dovolj časa, da nimamo časa za prijatelje, da nimamo časa za družino, če imate otroke, da nimate časa za otroke, potem to ravnotežje zagotovo ni pravo. Ne? Nekatere delo dejansko goni in jih žene. Ne? Težko je reči, da je 8 ur za delo dovolj ali ni dovolj, je to preveč ali ni preveč, ne vem. Včasih je najverjetneje 10-12 ur, če si kreativen, pa si glih v zaletu, včasih pa je 4 ure preveč. Ne? To ravnovesje mora vsak nekako najti pri sebi. Predvsem je pa pomembno, se mi zdi, da ne greš čez sebe, ko ugotoviš, da si izčrpan, da ratuješ siten, da nisi naspan, da si ne zapomniš več stvari, da nimaš potrpljenja za ljudmi, da te vse moti, da se ciklaš v negativnih mislih in negativnem govoru, potem je čas za dopust. Potem si je treba vzeti čas zase.
To se nam vsem zgodi. Jaz po letih dela na sebi še vedno padem v isti cikel, ampak zdaj sem se že naučila, ok, sem sitna, rabim par dni in takrat običajno ne delam nič posebnega. To ni čas, ko potem rečete, aha, zdaj sem pa doma 3 dni in pa stanovanje ščistila. Ne, usedi se dol, beri knjigo, pojdi ven na kavo, pojdi v naravo, ne si dajati potem pa 350 dodatnih aktivnosti, ki vas spet izčrpajo. Takrat je treba nekaj narediti zase, za dušo. Pa če je to, ne vem, 3-4 ure, pa je dovolj. Ne? Ženska bi si itak morala vzeti ob vsaki menstruaciji, dejansko bi si morala tisti prvi dan vzeti zase. Zanimiva je tudi zgodba o pepelki, pravzaprav o pepelu, ki pomeni, da je to neko mnenje drugih o nas. Kaj pravzaprav predstavlja pepel? Pepel najdemo na ognjišču, ne? In pepel če veste, pepel, če ste ga kdaj delali z njim, se vas zelo prime. Ful težko se ga očisti. In jaz pepel razlagam dobesedno, kot ste rekla, ne? Kot nalepke ljudi, ki smo jih mi vzeli, da so zaresne, da držijo. Se pravi, ti si počasna, ti si lena, ti si, ne vem, nekaj. Ne? In če ti v to verjameš, potem se to zažre v tvojo kožo in to ne gre stran. In potem ti dejansko tako živiš, kot da ti to si. Ne? Ti si potem pepelka. In pepelka je toliko časa živela kot pepelka, dokler je ona v to verjela. Dokler ni dala pepela sebe, se oblekla v lepo obleko in šla na ples. Klavdija, ponujate nam pravljice, da spoznamo sebe, svoj notranji mir, osebno srečo, slišimo svoj notranji glas. Zakaj bi priporočili ljudem, da se lotijo branja vaših knjig? Moje knjige zato, da vas potegnejo v razmislek o sebi. Temu je namenjena ta knjiga in da vam mogoče odpre malo drugačen pogled na zgodbe, ki so že od nekdaj z vami in ki jih poznate na nek določen način in jih zdaj lahko spoznate popolnoma drugače. Vse zgodbe, ki se vas pa dotaknejo, vam pa zagotovo nekaj govorijo o vas. In če boste eno zgodbo poznali na simbolen način, boste na vse zgodbe, ki jih berete, začeli gledati drugače. In boste jih začeli obravnavati kot nekaj, kar se tiče vas. Ne? Lahko je za nekoga neka zgodba popolnoma irelevantna in mu absolutno nič ne pomeni, medtem ko je pa za vas zelo močna. Če vas čustveno močno nagovori, potem je za vas tukaj. In takrat je odlično in si date lahko najboljše darilo, da začnete raziskovati, kaj je pa tisto od zadaj, kaj to v meni, kateri del mene to dejansko reflektira, kaj je odsev tega, česa me uči ta zgodba. In zato so recimo zgodbe, kot so pravljice, čeprav so klasične pravljice, pa sem velikokrat slišala, da so to pravljice, ki bi morali iti na smetišče zgodovine, ker so krute. Se s tem absolutno ne morem strinjati, zato ker še tiste najbolj krute pravljice, ki so odraz nas samih in sami zase pa vemo, kolikokrat smo zelo, zelo kruti sami do sebe. Trnuljčica je prva iz serije odklenjenih pravljic. Čakamo naslednjo? Da, naslednja bo Pepelka v knjižni obliki in potem sledi Sneguljčica. Zgodba je tako, torej zaporedje je tako, zato ker vsi, ki smo bili v stiku s to knjigo, torej ta knjiga je nastajala nekaj let, to ni nastalo zdaj v pol leta, in vsak, ki se je pritaknil teksta te knjige, je začel iti čez proces. Zato tudi to potem dlje časa traja. Ne? In vsaka zgodba, ki se znajde takole na papirju, najprej moram jaz iti čez velikokrat, da sem pripravljena dati nekaj na papir, pa da potem lahko tudi berejo drugi. Hvala lepa za obisk. Hvala. Z vami sem bila Nataša Repovž.